Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas je Jezus odšel iz pokrajine Tira in šel skozi Sidon proti Galilejskemu jezeru, posredi pokrajine Deseteromestja. Tedaj so mu privedli gluhega, ki je tudi težko govoril, in ga prosili, da bi položil roko nanj. Vzel ga je k sebi, stran od množice, mu položil prste v ušesa, pljunil in se dotaknil njegovega jezika. Ozrel se je proti nebu, zavzdihnil in mu rekel: Efata, to je odpri se. In takoj so se mu odprla ušesa, razvezala se je vez njegovega jezika in je pravilno govoril. Jezus jim je naročil, naj tega nikomur ne povejo. Toda bolj, ko jim je naročal, bolj so oznanjali. In nad vse začudeni so govorili: vse prav dela. Gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo. Poslušali smo Kristusov evangelij. Predno še enkrat pozabim, naj vas samo opomnim, da je pater Albert na voljo v spovednici, če kdo želi srečati Jezusa tudi v zakramentu sprave danes. Ne vem, če ste slišali za zgodbo, za en poskus, ki so ga naredili v eni šoli. Lahko si predstavljate zdaj, da se to mogoče zgodi tudi v vaši šoli, da se to zgodi v vašem razredu. Vzeli so dva razreda, enako dobrih učencev, po uspehu, ampak naredili so to razliko, da so enim učencem rekli: vi ste ta dober razred. Ja, vas smo dali samo ta dobre skupaj. Oni ta drugi so pa slabši. In tudi ta drugemu razredu so enako povedali: vi ste ta slabši razred, tu smo vas dali bolj ta slabe skupaj. Tam oni razred je pa dober. Čeprav sta oba dva razreda bila enako dobra. In podobno, kot so rekli učencem, so rekli tudi učiteljem. Tukaj so sami ta dobri, brihtni, pridni, inteligentni, tukaj so pa taki bolj počasni, ki ne razumejo. In kaj se vam zdi, da se je zgodilo? Oba dva razreda sta bila enako dobra, učenci so bili enako dobri. Ampak, ker so oni sami mislili, ker so jim to pač povedali, da so slabši, in ker so tudi učitelji mislili, ker jim je bilo tako rečeno, da so te slabši, se je v 3 mesecih pokazala neverjetna razlika. Ti, ki so mislili, da so dobri in za katere so tudi učitelji slišali, da so dobri, so imeli same dobre ocene. So bili najboljši razred na šoli. In ti ta drugi, ki so bili v resnici enako dobri, enako brihtni, enako pametni, enako odprti in pridni, ti so imeli precej slabše ocene. Niso bili najslabši razred na šoli, ampak so imeli precej slabše ocene. Kaj nam to pove? Da to, kar slišimo, je pomembno. Da ni čisto vseeno, kaj poslušamo, koga poslušamo in kaj nam ta oseba v resnici govori in sporoča. Ja? Dobro je imeti odprta ušesa. In če imamo ušesa zaprta, bomo slišali veliko drugega šuma, ki ga ustvarjajo samo naš srčni utrip, in bomo vse tisto, kar prihaja od zunaj, slišali precej slabše. Drugače, en trik iz narave. Če se vam bo kdaj zdelo, da ko ste v gozdu, pa ne slišite dobro, naši uhlji precej dobro lovijo, ampak včasih so premajhni. Če želimo našim uhljem pomagati, se splača dati takole roke zadaj za ušesa, ne zakrit, ampak narediti uhlje malo večje. Zvečer
vam obljubim, da se neverjetno pozna. Ko je treba slišati, ne vem, kak šum, ko je treba slišati morda kako žival, ki hodi po gozdu, pa ne vemo čisto točno, a je ali ni, a se mi samo zdi, damo takole roke zadaj za uhlje, se sliši veliko, veliko bolje. Zakaj vam govorim o poslušanju? Zato, ker je v današnjem evangelskem odlomku Jezus srečal nekoga, ki ni dobro slišal, ki je bil gluh. In zaradi tega, ker je bil gluh, pravi evangelist Marko, je tudi slabše govoril. Ker ni dobro slišal, tudi govoriti ni mogel dobro. To velja v tem čisto telesnem smislu, a nekdo, ki ne sliši dobro, se težko nauči dobro govoriti. Nekdo, ki ne sliši prav, se težko nauči pravilno govoriti. Če ste kdaj slišali nekoga, ki ima težave s sluhom, ali pa nekoga gluhega, imajo te ljudje, tudi če artikulirajo in izgovarjajo besede, velikokrat ne znajo poudarjati z glasom, ker pač ne slišijo. In tej osebi Jezus danes pravi anglist Marko, mu odpre ušesa, naredi, da zopet dobro sliši. In ker dobro sliši, pravi, se mu razveže tudi jezik in je pravilno govoril. Ker je dobro slišal, je lahko zdaj tudi pravilno govoril. To velja v telesnem smislu, ampak še veliko bolj velja to tudi v duhovnem smislu. Kot smo rekli že prej, če mi slišimo samo tiste besede, ki o nas govorijo negativno, bomo pač to slišali in bomo mislili, da je to res, da je to vsa resnica in bomo na ta način tudi živeli in bomo na ta način tudi govorili. Ker nas nikoli nihče ni naučil, ker nismo slišali, da se v življenju lahko tudi koga pohvali, ker nas ni nihče pohvalil. In ne znamo pohvaliti, ker pač tega nismo nikoli slišali. Zato je pomembno imeti, poleg tega, da imamo odprta ušesa, tudi odprto srce. Da bomo lahko v resnici slišali tudi, ko nas kdaj, recimo, starši skregajo, ko nas pokarajo, da s tem starši ne izražajo, da nas pa nimajo radi, ampak ravno nasprotno, da hočejo povedati, da jih skrbi, da hočejo povedati, da jim je pomembno, kako mi ravnamo, zato nas skregajo. Zato kdaj povzdignejo glas, ker smo mi pač gluhi in ne slišimo. Smo toliko morda zavzeti za eno igro, ali pa ne vem, s čemrkoli že, z lenobo, da morajo starši povzdigniti glas. Da bi znali torej poslušati, da bi znali tudi svoje srce prinesti pred Jezusa, takrat, ko je treba slišati pomembne stvari. Jezus je tisti, ki nam hoče povedati, da nas ima Bog rad. In to je pomembno, da slišimo, ker od Adama naprej, od Adama in Eve recimo, ona dva sta prva, ki sta nehala dobro poslušati Boga in sta začela raje poslušati tudi kačo. In vemo, od tam naprej je šlo vse narobe. In od takrat naprej se Bog trudi, da bi nam povedal na tak način, da bomo slišali in razumeli, da nas ima rad. In pomembno je, da slišimo, da nas ima Bog rad, ker samo na ta način bomo mi v resnici v življenju lahko rasli brez strahu. Kaj pa moram narediti, da me ima Bog rad? Bog me ima zastonjsko rad. A me ima Bog rad tudi takrat, ko grešim, ko naredim neko napako. Bog je žalosten, ampak ne neha me imeti rad. In to je ena stvar, ki jo mi moramo vsakeč znova si ponoviti in moramo imeti odprta ušesa in odprto srce, da bomo lahko to slišali. Zato, da bomo lahko potem tudi mi pravilno govorili, da bomo lahko tudi mi v resnici povedali to, kar smo slišali in kar je res drugim ljudem. Da bomo mi, ki smo dobili to izkušnjo in smo slišali, da nas Bog ljubi, da bomo lahko to pravilno povedali tudi naprej. Ker pomembno je, da vsi ljudje to slišijo,
ker je pomembno, da vsi ljudje to vejo. Zato je dal Jezus svoje življenje, zato je dalo veliko tudi drugih kristjanov, misionarjev, misionark svoje življenje, da bi vsi ljudje enkrat pravilno slišali to, da jih ima Bog rad. Brez tega našemu življenju lahko zelo veliko stvari manjka, brez tega se mi zdi, da je v življenju lahko veliko, veliko težje. Pa se bomo zapomnili torej. Ja, poskusimo dobro poslušati, dajmo vedno znova odpreti svoje ušesa, prosimo Jezusa tudi, da odpre naše srce in da bo tako v tem šolskem letu, v šoli, da bo tako doma, v naših družinah, bomo zdaj tudi blagoslovili šolske torbe, pa ne samo torbe, ampak tudi vse, ki nas tako ali pa drugače to šolsko leto zadeva. Pa vas povabim, da kar vstanemo. Molimo. Nebeški Oče, prosimo te, blagoslovi šolske torbe, pa tudi učence, ki jih bodo nosili, dijake in študente, da se bodo lahko vse leto marljivo učili. Blagoslovi tudi vzgojitelje, učitelje, katehete, starše in stare starše, ki se trudijo za napredek in razvoj otrok in mladih. Naj vsi spoštujejo drug drugega in vedno bolj spoznavajo tvojo ljubezen, tvojo veličino, tvojo lepoto, tvojo modrost in tvojo dobroto. Naj živijo srečno in polno življenje po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Sina